Ali bodo Združene države Amerike udrle v Iran? V vojaškem žargonu bi to pomenilo tako imenovani foot on the ground, torej vojaške operacije, ki vključujejo neposredno prisotnost vojakov na ozemlju. Obstajajo namigi, da Združene države pripravljajo omejene kopenske operacije na nekaterih otokih v Hormuški ožini ali v Perzijskem zalivu. Razlog? Poskušajo zadušiti Iran s tem, da bi udarili po njegovem izvozu energetskih virov. Pojasnimo, kaj se dogaja. Donald Trump je kar dvakrat preložil napad na iranski energetski sistem in v 10 dneh podaljšal rok, ki ga je Iran dobil za ponovno odprtje Hormuške ožine, do 6. aprila. Uradno, Donald Trump pravi, da čaka na potekajoča pogajanja, čeprav Iran zanika, da bi se ta sploh dogajala. Resnični namen Donalda Trumpa bi lahko bil pridobiti čas za razporeditev dodatnih sil v regiji. CNN in Associated Press poročata o 2 bataljonih, ki bi jih Združene države lahko razporedile na terenu. To pomeni približno 1000 do 2000 vojakov 82. divizije za hitro posredovanje. Gre za enoto, katere namen je, da jo je mogoče razporediti kjerkoli po svetu v manj kot 24 urah. Za podporo tej operaciji bi lahko poslali tudi USS Tripoli. Ta ladja se trenutno nahaja na bazi Diego Garcia, kar vemo zahvaljujoč satelitskim posnetkom. Plovilo lahko prevaža približno 2500 marincev. Poleg tega so tu še druge podporne ladje, ki skupno število dvignejo na 7000 mož, vključno s prej omenjenimi silami. Kaj pa nameravajo storiti? Možnosti sta 2. Prva možnost je zavzetje 3 majhnih otokov. Ožina Ormuz, torej Abu Masa, Mali Tamp in Veliki Tamp, z namenom izvajanja neposrednejšega pritiska in prevzema nadzora nad samo ožino. Druga možnost je zavzetje otoka Kark, ki se nahaja v Perzijskem zalivu. Otok je bil v preteklih dneh že bombardiran, pri čemer so bile tarča vojaški objekti, ne pa energetske in naftne naprave. Saj je otok izjemno pomembno naftni terminal za Iran, skozi katerega gre približno 90% proizvodnje, ki se nato izvozi. Vojaška okupacija Karga bi predstavljala vzvod prisile proti Iranu, glede na odvisnost države od njenih izvozov. Iran je izgubil ofenzivne zmogljivosti, vendar lahko še vedno nadaljuje z izstreljevanjem raket in dronov, da izvaja zadosten pritisk na nasprotnike. Tveganje je, da bi napad na iransko energetsko infrastrukturo lahko povzročil enak odziv, zaradi česar bi se Iran osredotočil na enake vrste objektov v zalivskih monarhijah, ki so prav tako odvisne od izvoza energetskih virov. Ko so napadene infrastrukture za pridobivanje virov in naprave za razsoljevanje, te države izgubijo skoraj vse svoje gospodarske prihodke in velik del proizvodnje vode za notranjo porabo. Skratka, Združene države želijo zavzeti te otoke z namenom prisiliti Iran, da umili svoja stališča v pogajanjih. Toda ta poteza bi lahko povzročila še večje zaostrovanje konflikta. Kaj pa vi menite o tem? Kot običajno, več informacij najdete v komentarjih ali v opisu. Hvala.